Lepo pozdravljeni na tem panelu, ki je pravzaprav predstavitev knjige. Govorili bomo o knjigi Pregled zgodovine Prekmurja, ki je nedavno izšla. Naš glavni sogovornik bo kolega Andrej Hozjan, ki je bil glavni urednik knjige, v bistvu zadnji urednik, ker je knjiga nastajala zelo dolgo. Imamo pa tukaj še dva soavtorja. Eden je Darja Kerec in drugi je Atila Kovač. In tudi njima bom zastavil kakšno vprašanje bolj na koncu. Torej, v knjigi bomo govorili na najbolj zahodnem robu slovenske države o njegovem najbolj vzhodnem delu. Ta dva dela države, ker ne gre zgolj za nacionalni prostor, ta je širši, sta imela vsak svojo zgodovinsko pot, za Kranjce in njihovo ali našo mentaliteto precej drugačno, kar ne nazadnje odseva še danes, kot veste, tudi v množici predsodkov, če ne drugače. Usodi obeh ljudi sta se srečali po prvi vojni, ko je veliko Prekmurcev emigriralo v Prekmurje in so tam nastala tudi strnjena naselja, zgodovinski spomin na to se ohranja še danes. Prekmurci so pa bolj množično, verjetno Primorsko, spoznali šele po drugi svetovni vojni, ko so jih tja začeli voziti na morje. In je tudi nekaj takih kar prisrčnih dokumentarnih filmov oziroma obzornikov iz povojnega časa, če ste morda kdaj od tega kaj pogledali. Če pa govorimo o zgodovinski obravnavi, je primorska zgodovina gotovo obravnavana precej bolj temeljito in tudi lahko rečemo predmet osrednjega zgodovinopisja, ne zgolj lokalnega, medtem ko je prekmurska precej ali bolj kot ne omenjena na zgodovinarje iz lokalnega okolja, delno še štajerskega, Mariborska filozofska fakulteta recimo skušati tudi skozi publikacije in predavanja in na druge načine doktorske dizertacije to pokrivati. Andrej, ta knjiga je nastajala zelo dolgo, tako dolgo, kot sem jaz prekmurski zet, zato jo poznam, njeno pot poznam od začetka. Torej, zakaj tako dolgo in zakaj se nekako prekmursko zgodovinopisje ne more bolj prebiti v ospredje slovenske obravnave. To je seveda moja osebna percepcija, ampak se mi zdi, da vendarle v osnovi drži. Ja, za začetek čisto naj povem, da se bom potrudil, oziroma skupaj se bom potrudil, da bo tale predstavitev trajala maksimalno nekje do 30 minut. Čas namreč leti in zagotovo želim ponuditi prisotni publiki še možnost vsekakega enega, dveh vprašanj. Morda se jim bo kako porodilo in je se že sedaj, pa se jim bom predstavitev. Torej, knjiga je kot ideja napisati en takle širnejši pregled zgodovine Prekmurja. Ideja se je pojavila v krogu društva imenovanega PAZU, se pravi Pomurske akademsko-znanstvene unije. Ustanovili smo jo pred dobrimi 20 leti. Gonilna sila je bil in je še danes njen predsednik, da je profesor dr. Mika Slavinec. In začeli smo se včlanjevati ljudje, ki smo bodisi po poreklu ali tudi da živimo v Prekmurju ali pa vse po poreklu, imamo prekmurske starše, živimo pa drugje. In čez kakih 5 let, tam nekje 2005-2006, smo rekli, da bi bilo nekaj dobrega tule narediti. Pomislili smo na oboje, na strokovno in pa na znanstveno monografijo. Potem sem rekel, dajmo razmisliti o znanstveni, potem smo zadevo prijavili na takratno agencijo za knjigo in dobili z obrazložitvijo, da smo bili uvrščeni v klaso C, ki pomeni regionalne monografije, smo dobili celih 800 evrov. Tako da je od tega bilo skratka nič. Namreč vedel sem zelo dobro, glede na takratne pogoje, da brez nekega denarja, tega preprosto nima
nima smisla delati, pa ne za nekaj kakršnekoli honorarja, ampak da bi bilo vsaj denarja za ureditev, za grafično oblikovanje in pa tisk. Potem, ko sem namreč tekste že imel vmes več ali manj na surovo, bom rekel, zbrane, pa smo se soočili s tem in jaz sem dvignil roke, rekel, tole se jaz ne grem, knjiga namreč nikakor ni na tak način mogla iziti, pa tudi ni bila in še zdaj ni neka pridobitniška zadeva, ampak je društvo v javnem interesu. In skratka, roke sem dvignil tega, tam nekje 2011, potem je nekaj časa bilo povsem vse tiho, potem je Mitja želel, če bi tole lahko prevzela Darja. Pa je, mislim, tudi ona uvidela, da nekaj dosti ne bo, kaj ti avtori so bili nekatere vzčarani, drugi takole, eden izmed že celo umrl, namreč žal pokojni magister Franc Kuzmič. Dokler pa ni kakih 2 leti in pol nazaj, še za časa predhodne vlade, sta se povezala z prekmurskim poslancem Jožem Horvatom, malo prej si ga omenjal, iz Žižkov. On je namreč se spomnil, da je ta ideja bila in rekel, kaj je zdaj s tem, sem rekel, ja, rabimo toliko pa toliko, ne konkretno. In on je šel k takratnemu ministru za kulturo, Vasku Simonitiju, Vaska takoj dal na razpolago, mislim, da neko vsoto, okoli 3800 evrov in meni je to zadostovalo. Knjigo smo začeli delati, oziroma konkretno sem jo začel pisati, vse tale zgodovinski del. Drugi teksti so bili, pravim, na surovo že tudi, a mi treba jih bilo malo predelati in knjiga je potem nastajala v koronskem času in prišla na plano maja lansko leto, s tem, da ima tudi letnico izdelave, ki jo boste lahko videli na projekciji, ki je spet zatajila. Se opravičujem, ja. Ampak ima letnico izida 2021, izdano v Murski Soboti in torej maja lani konkretno pa smo jo dali na svetlo, natiskali cirka 350 izvodih, ki so pošli v nekaj mesecih do novega leta torej, in sedaj razmišljamo o ponapisu približno 3000 izvodih. Andrej, kako bi ti opredelil temeljne pojme, ki so specifično vezani na Prekmurje? Kako bi predstavil podobo prostora in ljudi? Gre, kot vemo, v knjigi za celoten pregled, za obdobja, ki so zelo slikovita, od zgodnje slovanskih naselij do madžarske vladavine, tako imenovane venske teorije, in ne nazadnje skoraj nepopolno poznavanje, vsaj do Prve svetovne vojne, pa še čez, in tudi nepriznavanje prekmurske identitete. Najprej seveda strani Madžarov, ker poznamo to tako imenovano vensko teorijo, ki je podobna vindišarski, vendar tudi strani Slovencev, kot vemo, pravzaprav še leta 18, kot sem omenil že včeraj na nekem drugem panelu, tedanja vlada SHS in njen predsednik Videz Pogačnik sploh niso vedeli, da so Prekmurci Slovenci. Torej, kaj je zdaj tisto, pravzaprav, kar skozi to knjigo lahko spoznamo? Danes je vedenje seveda precej drugačno, precej boljše, jaz še vedno pridih eksotičnosti, kar se tiče Prekmurja, predvsem zaradi jezika in tudi konec koncev zaradi kulinarike in podobnih zadev, ampak vendarle so v zavesti Slovencev, čeprav jih morda ne razumejo prav dobro, kadar govorijo v narečju. Če začnem za zadnjo besedo, tudi to narečje se spreminja. Če bi se danes srečala sedanji Prekmurec, sploh mlajših generacij in pa Prekmurka izpred kakih 100-110 let, tam iz zgodnjega 20. stoletja, bi, mislim, se na vsak način razumela, ampak bi tistile starejši imel marsikateri izraz, ki ga tale mladi danes več ne bi poznal, zato ker se jih ne uporablja več. Ampak gremo generalijam. Kot si rekel, knjigo smo si potem zamislili kot strokovno monografijo, kar pomeni, da tukaj ni znanstveno-kritičnega aparata. Imamo idejo, da naj bi v prihodnjem letu knjigo
spremenili tudi v znanstveno monografijo, ampak dobro vemo vsi, kaj to pomeni. Glede tele pa in vsebinske sploh plati pa lahko rečem, da to ni čisto povsem prvi pregled zgodovine Prekmurja, je pa prvi v takem obsegu in za tolikšnim, bom rekel, intelektualnim vložkom. Zakaj to poudarjam? Kajti knjigo je napisalo 18 soavtoric in soavtorjev. Imel sem srečo, da sem torej en med njimi, dva sta, kot rečeno, še tukaj, kolega Atila in kolegica Darja, ki sta hkrati bila tudi člana uredniškega odbora, tako da knjiga je bila narejena po teh premisah, kot mora biti, a ne, urednik in uredniški odbor, 4-članski, razen njih dveh sta v uredniškem odboru bili še kolegica Metka Fujs, ki jo gotovo nekateri vse tule poznajo, in pa mlajša kolegica Jasmina Litrop. Avtorje pa smo, kot rečeno, poprosili in nabrali tako, da smo skušali dobiti tisto sploh najboljše, kar bi se o Prekmurju dalo ta trenutek dobiti. In to zato, ker smo sklenili izpisati kompleten pregled najprej, bom rekel, tiste klasične zgodovinopisne razvojne poti od prazgodovinskih dob do konca 20. stoletja. Letnico 2000 smo se vzeli za prekretnico, torej za zaključno letnico v tej knjigi. Potem pa smo sklenili dodati še temu klasičnemu zgodovinskemu pregledu še kar nekaj zaključenih posebnih sestavkov, in sicer smo noter dali en dolg, pa obsežen res pregled književnosti, literature, torej v prostoru, bom rekel, in pa od prekmurskih, seveda slovenskih avtorjev, kajti poseben drugi sestavek takoj zatem vsebuje tudi literaturo, književnost literaturo in pa medije madžarske narodnosti, narodne skupine v Prekmurju živečih Madžarov. Nadalje smo potem se dali en krajši pregled umetnostno-zgodovinskih obdobij, od tamle romanike do 19. 20. pravzaprav do konca poznega 20. stoletja, posebej pregled arhitekturnih dosežkov in pa končno še sestavek o ljudski kulturi, torej o ohranjeni ljudski kulturi v Prekmurju, s katerim se pa knjiga tudi zaključuje. Gremo najprej k tistemu prvemu zgodovinopisnemu delu. Še pred njim je res v knjigi dobesedno uvodni sestavek presa Metke Fujsove, ki pa razlaga točno tisto, kar si ti omenil, tistele prvenstveno prekmurske pojme od pokrajine do različnih imen, ki so se v toku stoletij pojavljala za tale prostor. Treba je vedeti, da je tale prostor doživljal tudi v teh imenskih variantah kar nekaj sprememb, od pozno srednjeveškega oznake, torej Districtus Transmuranus, iz katere je, če prevedemo, seveda Transmuranus nastalo tudi Prekmurje. Prekmurci se seveda šalimo, da smo mi tisti Prekmurje, oziroma ne za nas, so pa vsi ostali Slovenci Prekmurci, kar je popolnoma logično. In v teh pojmih imamo tudi, kot si rekel, vensko teorijo, ki je postala, bom rekel, v zadnjih desetletjih 19. stoletja, najprej z enimi takimi, bom rekel, dokaj blagimi poskusi, kam uvrstiti sploh prekmurske Slovence, skupaj seveda z porabskim delom, saj sta do 19. formalno celo do 1920. 21. bila torej povsem enovito, politično gledano enovito ozemlje, fizično, geografsko tudi. Od tele uvodnih pojmov gremo na 5 zgodovinopisnih sestavkov, kot rečeno, so tukaj od prazgodovinskih obdobij do konca rimske antike, potem od zgodnjega srednjega veka do letnice 1526, ki pomeni izjemno prekretnico v zgodovini svetoštefanske države svetoštefanske krone, se pravi do bitke na Mohačkem polju, od 1526 potem do konca 18. stoletja.
potem od konca 18. stoletja do konca Prve svetovne vojne, oziroma do 1920. ko pomeni tale res bistvena zareza, saj se državno-pravna meja dokončno ustali po mednarodno-pravnem dogovoru in od zadnji sestavek, ki pa je zagotovo brez konkurence najdaljši, šteje, mislim, da čez 100 strani, ali pa tu nekje od 1920 do leta 2000. Tem petim sestavkom pa smo dodali na vsak način tisto, kar nikakor nismo hoteli, niti ne smeli pozabiti, to pa je slovensko porabje od 1920 do 2000. Sestavek, ki sta ga napisala dva znana uporabska kolega Slovenca, Marija Mukič-Kozar in njen sin Dušan Mukič. Torej, prvi del zgodovinopisni, drugi, kot rečeno, 5 posebnih sestavkov. V tej knjigi pravzaprav ti si omenjal predvsem te strokovne tekste, za katere upamo, da bodo nekoč dobili tudi opombe in da bo iz tega še znanstvena monografija. Ampak knjiga sama, poleg tega uvoda, o katerem si govoril, ki opredeljuje osnovne pojme, ima še nekaj drugih zadev. Ima recimo pregled književnosti in medijev, tudi madžarski del tukaj, in ima, v bistvu se predvsej navezuje na literaturo, in zgodovino literature. To je seveda po svoje logično, ker vemo, da so Prekmurci imeli svoj jezik, da so imeli svojo pismenost, povezano s protestantizmom. Zakaj ste se pravzaprav odločili za tako kombinacijo? Seveda so stvari vezane na zgodovino, ampak vendarle greste vsaj posredno tudi skozi določene osebnosti, tudi moderne, segate pravzaprav v literaturo, v nekaj, čemur bi morda rekli prekmurska duša. Malo prej sem povedal, da tole ni čisto povsem prvi pregled prekmurske preteklosti, je pa takole po vsaj straneh, po debelini sodeč najobsežnejši. In prav iz tega razloga, da, kot rečeno, imamo v slovenskem jeziku nekaj, ne bom rekel poskusov, ampak nekaj oblik pregleda te preteklosti, ki pa so bodisi kratki, bodisi da so v nekaj primeri bili pisani tudi na podlagi tuje, se pravi starejše literature. En tak, bom rekel, primer, prosim, pregleda prekmurske zgodovine, ki pa zdaleč ni kompleksen, je recimo katalog stalne razstave Pomurskega muzeja v Murski Soboti, ki je bil izdan 1997 in tam je v njem, ne sicer obsežen, ampak je v njem cela vrsta krajših prispevkov, ki govori o, ne ravno po kronoloških temah, ampak o posamičnih vsebinskih področjih. Potem so zdaj v zadnjih 25-30 letih izdali en takle pregled, recimo kratek za radovedneže na ZRC SAZU. Zanimivo pa je tudi, zakaj smo se odločili za naslov pregled zgodovine Prekmurja. V mojem predgovoru sem povedal, da zato, ker je 1998. leta že pokojni akademik Vilko Novak zbral najpomembnejše krajše objave, članke in razprave, torej pokojnega prekmurskega zgodovina, dr. Ivana Zevka, in dal te knjige naslov Zgodovina Prekmurja. Iz spoštovanja seveda do tega dela in do samega avtorja, ki je brez dvoma danes znan in vse meni čaščen kot prvi prekmursko-slovenski zgodovinar, izučen, torej doktor zgodovine, cerkvene sicer, ampak zgodovine seveda. Iz spoštovanja do te knjige smo se odločili, to ne bo še ena zgodovina Prekmurja, ampak pregled zgodovine Prekmurja, kajti tam so, kot rečeno, njegove objave, to je pa sedaj tisto, kaj naj bi bilo. Da skrajšam, predvidevam, da želijo publika slišati, kako smo se lotevali pisateljevanja, kako je to nastajalo, pa takole. Mislim, da tole zdaj ta trenutek ni tako zelo pomembno, ampak je bolj pomembno, da knjiga tukaj je. Napisana je bila od začetka do konca v kolikor je možno enotnem strokovnem jeziku, nikakor pa neznanstvenem. V knjigi je cela vrsta
slikovnih prilog, od nekaj torej popolnoma novih, posebej za to knjigo narejenih kart, ki se sicer zdaj ne more videti, ker pač novimo dela. Eno karto smo se recimo iz poznega srednjega posodili od kolege Mihe Kosija, naredili smo izrez iz njegove karte prometnih poti po slovenskem ozemlju in tako naprej. Precej je fotografskega materijala tudi, ki smo ga posebej za 20. stoletje recimo dobili na razpolago od našega mariborskega prekmurca dr. Janeza Nemca. Precej je, nekaj je kar razpredelnic, nekaj grafov, tudi statističnega materijala, posebej kolega Atila je prispeval statistični material tam, kjer je bilo potrebno za razvoj prebivalstva, recimo pa versko strukturo in tako naprej, etnično strukturo. Tako da v knjigi smo želeli res dati tolikšno res dobro mero informacije. Ja, predlagam, da nekaj besed dava še drugima dvema, pa se potem vrnemo k tebi, če smo še kaj pomembnega izpustili. Najprej bi vprašal Darjo, dve zadevi pravzaprav. Tvoj vsebinski prispevek, eden od njih, oziroma glavni, se veže na obdobje, ki je danes precej oddaljeno od tvojega raziskovanja, to je na srednji vek, čeprav tvoja ta doktorska dizertacija, ki govori o Prekmurju, še po 20 letih ostaja precej citirana. To je pravzaprav tudi vprašanje za Andreja. Ali oziroma na kakšen način so bile tedanje raziskave nadgrajene? Je danes podoba prekmurske srednjeveške zgodovine kaj bolj dodelana? Vemo, da je precej specifična in da tudi medijevistom iz osrednjega dela gre to težko v koncept kranjskega sistema plemstva, bi rekli, feudalnih odnosov in tako naprej. Torej, oprosti, Andrej, najprej ti pa bi potem morda Darji, ker za Darjo imam potem še eno vprašanje. Ker tudi ti si to pravzaprav ta del potem nadgrajeval. Ja, treba je bilo pač res tudi ta starejša obdobja percipirati na način, ki bo, prosim, poprečnemu bralcu, da se razumemo. Knjiga je pisana bila v prvi vrsti za dobesedno, za Prekmurke in Prekmurce. Za tiste ljudi, ki živijo v pokrajini in seveda tam izobrazbena struktura ni tako ne vem kako visoka, tam ni ne vem na tisoč in tisoč diplomiranih in tako dalje. Kljub temu pa smo morali ostati na res ustreznem strokovnem, da nečem znanstvenem nivoju, saj je polovica avtorjev te knjige je doktor znanosti, 6 od njih je članic in članov našega PAZU-ja, ampak smo morali zadevo koncipirati posebej recimo v srednjem veku, pa tudi v zgodnjem novem veku na nivoju tistega, kar je konkretno bilo, stanje pa je bilo seveda tako, da je Prekmurje prostor današnji z približno 973 kvadratnimi kilometri historično bil stoletja razdeljen javno-pravno na dve županiji. Cerkveno-pravno je recimo po isti meji bil razdeljen med dve škofiji, oziroma celo med dve metropoliji, Esztergom in pa Kaloča. Tako da imamo, kar se tega cerkveno-pravnega zadeve se tiče, recimo imamo tule v Prekmurju ponovno isto podobo kot na celotnem slovenskem drugem etničnem ozemlju, ki je bila v sklopu dveh metropolij, tukaj pa takle mali prostor spet v sklopu dveh metropolij in tako naprej. Tule so seveda bile javno-pravno so živele županije in ko danes gledam, ter koliko toliko upam, da poznam ustroj in delovanje ene županije, sploh tukaj na skrajnem zahodnem robu madžarskega etničnega prostora, pa tudi državnega, lahko rečem, da je na vsak način bilo med habsburškimi deželami in pa županijami je bilo nekaj podobnosti, delovale so na približno, podobnih osnovah, hkrati je pa bilo kar nekaj posebnosti, ki jih nikakor ne moremo upoštevati tukaj, recimo za naše dežele, primer že čisto pravosodje, sodni sistem, recimo v vsaki deželi, kjer je deželni glavar bil najvišji uradnik in pa tudi najvišji sodnik, tamle v komitatih v županijah, torej vsekakor bilo deljeno, župan je bil najvišji javni uradnik, medtem ko pa je županijski sodnik imel popolnoma pod seboj sodni sistem. Dvojnost, ki jo poznamo tudi v drugih, tudi v Osmanskem imperiju, recimo, tukaj v naših deželah pa ne. Torej,
to je bilo treba koncipirati, ampak preveč govorim, Darjo, prosim. Ja, za Darjo imam dve vprašanje. Eno izhaja iz tega, kar sem že rekel, ne, ti si se ukvarjala pravzaprav z eno najpomembnejših prekmurskih družin zgodnjega srednjega veka Seči, ne, so bili na nek način lastniki celega Prekmurja ali pa večjega dela Prekmurja in ne samo tega. Zdaj, kako se take stvari sploh da raziskati, kako si ti to počela, ne? No, in drugo vprašanje je pa morda vezano na, recimo temu malce bolj zabaven del, ne? Ti si med drugim dosegla, da je v knjigo prišel podatek, da je Mura državni prvak, ne? Ali si dosegla tudi, da je kaj napisano o gibanici in o njenem receptu? Hvala. Torej, navezala bi se na ta del, kar je že povedal kolega Andrej. Se pravi, pa mogoče ta beseda eksotičnost smo se že malce naveličili, je pa priročna, če nam je nekaj manj poznano, ne? Tako da razumem, odkot ta beseda. In navezujem se hkrati tudi zato na njo. Meni je bilo tudi to eksotično, ker kot je že Andrej povedal, knjiga je prvenstveno bila, ker je to ni znanost, je pač taka poljudni jezik, ne? Je torej besedilo v tej monografiji oziroma knjigi. Tudi sama nisem podobno kot zdajšnji bralci tega dela in še ostali, recimo del, nisem bila toliko v šoli, recimo, niti ne na fakulteti seznanjena s tem delom in na vse zadnje je to potem logično, da potem raziskuješ naprej, ampak kot je že, se pravi, v okviru ne toliko dodiplomskega, ampak podiplomskega obdobja in izobraževanja, ampak kot je že Andrej povedal, in seveda se je že omenilo ne besedišče, ampak jezik, torej narečje. Ja, za srednji vek ne glede na to, ne, prva je seveda latinščina, ne, ampak tukaj pa že dosti hitro pride v ospredje, se pravi nacionalni jezik, torej, ne, da ne govorimo o tem, ne, da takrat še ni bilo poenotenih, kot danes je priljubljeno reči fontov, ne, in čeprav so posebne šole, torej, ne, tipi, ne, bi ni seveda pisal, je nekaj, kar pridobiš, recimo, v eni državi na fakulteti v okviru paleografije, ki potem ne pomaga lahko kaj dosti. Se pravi, se v bistvu samo učiš, kot je logično skozi življenje in tudi za marsikatero področje. Tako da jaz sem se v povezavi s tem, s to rodbino Sečijev, zdaj mi je žal, ker je dejansko toliko stoletij bila in to je tak fond, pri čemer lahko potrdita tako oba kolega, ne, razpršen v več držav danes, na Slovaškem, na Madžarskem in raziskovala sem v Bratislavi, to je bilo tam 2, 3, 4, 5 recimo, ne. Seveda, niti ne veš, kaj boš dobil, ne, dobesedno v roke in pri tej rodbini je bila izbira le-te zgolj zato, ker sem iz Murske Sobote oziroma tam rezidiram, seveda so starši in sorodniki drugod, ampak ne bi se strinjala, kot si ti povedal, da je to najpomembnejša, ker jaz sem 100% prepričana, da bi kolega Andrej povedal, da z njemu se pa zdi najpomembnejši Haholdi, oziroma kot on rad reče Baniči, a ne da, za dolni del Prekmurja. Tako da kako je to poteklo, ne bom govorila, ker vsak, ki je zgodovinar, dejansko ne glede na časovni okvir virov, pač bo razumel to. In prvenstveno sem hotela rodbino predstaviti, ampak je potem moj mentor za doktorat, profesor Štihik, povedal, da naj to kar celotno zgodovino Prekmurja vključim, kjer je pa precej se mi nekako mogoče struktura uvodoma spremenila. Čez 7 let pa vse prav pride, pravi naš pregovor, mi lahko rekli čez 17, ne, Andrej nisem niti računala, tako da je potem to bila neka osnova za to, kar je potem sva skupaj s kolegom nadgradila. Govorimo o poglavju srednjeveško Prekmurje, od zgodnje slovanske poselitve do bitke pri Mohaču. In zanimivo, tudi naslov moje disertacije se je s to besedo do bitke pri Mohaču pravzaprav nekako zaključil. Če bi lahko, bi izbrala krajše časovno obdobje in manj. In že pri samem enem obdobju, na enem okviru časovno je težko, tako da še zdaj, ko sem poslušala vaju oba, oziroma Andrejeve odgovore, sem dojela, da pravzaprav
praktično vse vključiti, ne, na eno celoto. To je, da ni čudno, da sem jaz obupala kot urednica. Tako da, Andrej, še enkrat hvala. Drugo vprašanje je bilo povezano, če se razumem, športom. Ta model, Gibanica, gibanica, pa recimo Mura Prvak, pa konec koncev moderna arhitektura, se pravi, in cela vrsta teh zadev. Ker to je najtežje, to jaz vem, ker se ukvarjam s sodobno zgodovino, kako to zadnje obdobje, recimo zadnjih 20-30 let, pa tudi do leta 2000, kako to vključiti, kaj izključiti, kaj vključiti. Ta selekcija je vedno subjektivna. Mislim, meni je všeč, Mura in tako naprej, ampak kako ste to urejali? To je bilo pa ravno zato, ker k sreči, v tem primeru k sreči, za urednika, tiskarja pa financerja pa to ni lepo, ni fajn, ni dobrodošlo. K sreči smo vsi za nekaj dni zamujali, tudi mi, da mogoče tu in tam v dopolnjevanju, prečiščevanju, prvem, drugem, tretjem, na koncu že v petem branju istega besedila. Jaz tako, Andrej, se spomniš, ne? Pa je aktivno komuniciralo v zaključni fazi, da res se ne bi kakškrat prikradil, ker vedno se. Pa si vse naredil, pa pač ne gre drugače. In sva toliko mogoče z zamikom to naredila, da je ravno v tistem času postala, seveda, to je bilo maja 21, ne, Mura državni prvak, smo že to prej vedeli, vseeno je pa to lepo videti, ne, pa na formalen način, ne, tako da vsi, ki ste Mariborčani, pač tako je, ne, en mora zmagati, ne, ali pa Ljubljančani ne mara, in jaz se spomnim, da sem ti predlagala še, Andrej, ne, da dodamo, se pravi, novce, kovance in se rekla, evo, spet smo najmanj vredni. Ne, recimo evro, ne, ki smo ga sprejeli, ne, kot se spomnim, 2,7, ne, zdaj že, ne, je seveda štorklja, ne, na 1 centu, ne, če se ne motim, na 2 je pa knjiži kamen, je tako, ne, in se rekla, zdaj, če bi bili pa res zafrustrirani, pa seveda nismo, ne, bi lahko še to tako vrednotili, sicer bi vsakdo rekel, ne, se pravi, kako simbolno se vrednoti tudi ta pokrajina, ki je na vsezadnje tudi ena redkih ozemeljskih pridobitev po prvi svetovni vojni, če pogledamo seveda, ne, Rapalsko, ne, mejo oziroma pač pogodbo in pa seveda pološki plebiscit. Gibanico, in potem bi tebi Atila dala besedo, ne? Ja, imam vprašanje za njega, se pravi, over Mura, Moving Cake, ali to drži ali ne drži? Ne drži, ne drži, ime je samo zaradi gube, plasti, ne, in ker mogoče je težko nekomu izgovoriti, ne, ne, ta, potem je U prešel v I in tako se je zdaj pač to simpatično na nek način tudi prijelo ime. Izvini hranijo seveda v Narodni rokopisni knjižnici v Ljubljani, je pa to bilo že pred desetletjem in več, se mi zdi, v drugih stanovskih kolegov objavljeno. Jaz pa imam še nekje izvirni CD, pardon, zgoščenko, na kateri imam pač fotografirane, torej te, se pravi, izvirne recepte, ki izvirajo iz 19. stoletja in izvirno seveda gibanica, naj še enkrat poudarim, ne vsebuje vanilje in pa rozin. Hvala lepa. Dobro, hvala, da bomo še kakšno zadevo rekli pri vprašanjih. Sedaj pa Atila. Atila je, kot najbrž veste, torej mađarsko-slovenski zgodovina, pripadnik mađarske manjšine, ki se tudi zelo načelno bori za, bom rekel, urejene odnose med manjšino in državo in je zato dostikrat izpostavljen. Ampak ukvarja se pa seveda prvič z zelo različnimi obdobji prekmurske, tudi mađarske zgodovine, zlasti pa za vprašanje, ki sem jih prihranil za konec. Torej, velika specifičnost Prekmurja je nacionalna in konfesionalna mešanost. Sploh, če gledamo zgodovino, tukaj imamo Prekmurce, recimo temu staroselce, imamo Slovence, ki so se priselili po prvi svetovni vojni, danes tega razlikovanja ni več, takrat je bilo pomembno. Jude, ki so se edino v tem prostoru ohranili strnjeno naseljeno do nacistične okupacije Madžarske. Imamo Rome, ali kot jim še danes rečejo cigani, in cigani rečejo tudi sami sebi, in to v Prekmurju ni zmerljivka,
je povsem normalen izraz, in seveda so Madžari. Ne. Torej, Atila, najprej to vprašanje. Ne. Madžarsko in slovensko zgodovinopisje, oba sta, če rečemo odkrito, precej nacionalistični, ali pa sta vsaj bili skozi zgodovino, skozi oblikovanje teh novodobnih narodov konec 19. stoletja. Kako se sedaj, recimo slovenski zgodovinari in madžarski zgodovinari soočamo s tem? Mi smo že imeli kar nekaj pogovorov tudi na našem središču za javno zgodovino, jih lahko pogledate, ne, o tem, ne, in se nam zdi, da vendarle malo smo pa presegli te stare različne poglede. Kako se ti zdi? Ali je to preveč idealističen pogled? Vstav, da ne bom kazal vrdet publiki. Vsem stopim, da vama ne bom kazal vrdet, tako pozdravljeni lepo. Ja, vprašanje, s tem smo se že pogovarjali, ko smo bili v Lendavi pred 3 leti. Glede obeh zgodovinopisov, mislim, da je en hendikep, ki ga bomo težko presegli, v bistvu, pa bi ga morali, ne? In sicer neznanje jezika soseda. Torej, madžarski zgodovinarji je zelo malo takih, ki poznajo slovenski jezik in obratno. In prav zaradi tega je pač hendikep v tem, da ne poznamo literature drugih. Torej, malo se srečamo v določenih slovenskih publikacijah, ki bi dejansko poznali podrobno, recimo madžarsko literaturo, se je tudi razumel, ker ne vlada madžarskega jezika, in obratno, ne. Tako da tudi tu je tudi en hendikep tega prostora Prekmurja, da v bistvu v preteklih 100 letih, po zadnjih 50 letih smo izgubili tiste Prekmurce, Slovenci govorim, ki so prej znali madžarsko. Ta generacija, ki je recimo se rodila tam mogoče še v koncu Avstro-Ogrske, pa na začetku 20 let in se nekako doma ali pa kje druge naučila madžarsko in je pač poznala recimo Vilko Novak, prej si ga omenil, ne. On je doktoriral v Budimpešti. Zelo malo ljudi ve, da je v času druge svetovne vojne on doktorat upravil v Budimpešti, torej znal madžarsko, obvladal je madžarsko in je zelo dobro poznal madžarsko literaturo. Takih zdaj zgodovinarjev nimamo. Imamo prekmurske Madžare, recimo, tem nisem tudi jaz, pa še kolega Gönc, pa še nekaj, ki obvladajo oba jezika, ampak mi smo tudi malce obremenjeni s tem manjšinskim pogledom, ne, tako da to je spet en drug aspekt. Zato je bilo zelo prav, da bi imeli. Zdaj naj povem eno zanimivo zgodbo, pred kratkim sem dobil povabilo z Budimpešte, z univerze, ELTE, naj bom somentor pri doktorski disertaciji o prekmurskih Slovencih v času dualizma, ki ga piše en fant z Zalaegerszega, ki se zdaj zelo hitro uči slovensko, da bi znal brati slovensko literaturo. Me zanima, kaj bo se z tega izcedilo. Zdaj bo imel čez 2 tedna izpit, oziroma sprejemni izpit za doktorat, pa bomo videli, če bo uspelo. Tako da vsako tu vidim eno manjko. Naj se navežem še malo na Jude in pa na konfesionalno podobo, prej Darjo omenil na gibanico. Ne vem, kdo je že napisal, da so bili Judje kvas znotraj Avstro-Ogrske. In ne vem, kdo je bil ta avtor, ampak zakaj to omenjam? Pred dobrimi 10 leti sem bil v Budimpešti in sem pešačil hodil po bivšem judovskem getu in vidim napis Rahel cuk razda Flodni. Torej, slaščičarna Rahel, tipično židovsko ime, Flodni, ne? In gledam jaz, kaj je ta Flodni, kaj pa to je gibanica. Tipična gibanica, namreč Flodni je v bistvu gibanica. In zdaj je seveda vprašanje, jaz menim, da so verjetno Židje, ki so se naselili v Prekmurju, prinesli svoj Flodni s sabo in verjetno te naše Prekmurke, domačinke so pač prevzeli ta način pridelave s tem, da so ga malo spremenili, ne. In tako smo dobili ta Flodni oziroma gibanico prekmursko, ki pa v Međimurju pa imajo spet Međimursko gibanice, prav tako zaščiteno. Tako da tako o tem kvasu pa o tem avstro-ogrskem oziroma habsburškem prostoru. In zdaj še kaj sem še vprašal? O teh mednacionalnih razmerih. Ker ti si se ukvarjal, pa to nisem omenil, je pa že, zdaj ti se veliko z demografijo tudi ukvarjaš na zdaj. Kakšna je ta demografska podoba in konec koncev tudi konfesionalna, ker eno se navezuje na drugo, ne? Prekmurje, kakšna je bila in kakšna je danes? Prihajam z predavanja, kjer sem govoril o lovnicah madžarske manjšine v Sloveniji v preteklih 100 letih. Kot veste, Trianonska pogodba je v bistvu
rojstvo oziroma začetek zgodbe madžarske manjšine v Prekmurju. Torej, leta 1920 je Prekmurje dokaj raznolika v etničnem pogledu. Večina, približno 85% prebivalstva pripada, so Slovenci, so označeni kot govorci slovenskega jezika, se je avstro-madžarski popis prebivalstva se malce razlikoval od avstrijskega. Tukaj se Madžare zanima materinščina, oziroma materni jezik in ne občevalni jezik kot v avstrijskem delu. In zanimiv podatek je pa ta, ki ga je zelo malo ljudi ve, da leta 1910 v zadnjem avstrijskem popisu je približno polovica Prekmurcev ni obvladala madžarskega jezika. Torej 90 000 oseb je bilo popisano na področju Prekmurja, od tega je bilo 20 000 Madžarov, torej ki so obvladali madžarski jezik, in še 20 000, ki so bili Slovenci, oziroma nekaj par tisoč Nemcev, ki so obvladali madžarski jezik. 40 000 pa jih ni obvladalo madžarskega jezika. Tako da, zdaj, ko govorimo o neki veliki nasilni madžarizaciji, dejansko je obstajala predvsem v koncu 19. stoletja, potem v začetku 20. predvsem na področju šolstva, pa uprave, vendar pa ni bila tako uspešna, kot recimo mnogokrat to želimo prezentirati v madžarizaciji slovenske populacije. Glede konfesionalne podobe, je pa še, pozabili smo omeniti Nemce, v Prekmurju smo imeli tudi avtohtone Nemce na severozahodnem delu območja, in sicer na avstrijsko-slovensko meji, so bile 3 naselja, ki so bila večinsko nemško naseljena vse do konca druge svetovne vojne, in potem so prebivalstvo je bilo dobesedno odvrženo preko na avstrijsko stran. Imeli smo judovsko skupnost, pa židovsko skupnost, ki je bila prav tako dokaj močna, več dobrih 1000 oseb se je opredelilo za židovsko poreklo oziroma za izraelsko veroizpoved. Njih je v bistvu dokončala druga svetovna vojna oziroma holokaust, zelo malo se jih je vrnilo, pa so se na to, večinoma so se odselili v Izrael. Tako da danes več v bistvu preko nimamo židov, mislim judov. In imamo še romsko populacijo, pa kot se je Andrej Tibo povedal, cigansko, tudi na madžarskem je recimo uradno govorimo o ciganih, govorijo o ciganskih samoupravah, o romskih samoupravah, recimo če že uradno, tako da to je uradni izraz. Preteklih, mislim, da v 70-80 letih je slovenska država mnogo napravila na tem, da se ta populacija nekako vpelje v obtok, torej da so mnogo napravili na tem, da so ustanovili v romskih naseljih Grci, in potem s tem so uspeli potem počasi to romsko prebivalstvo nekako, ne bom govoril o asimilaciji, da ne gre za asimilacijo, ampak bolj s tem, da so bili socializirani. Tako da in mnogi med njimi so šli potem na zahod delati, in recimo v moji rojstni vasi v Dobrovniku je ciganski del naselja, pa romski del naselja zelo lep. Zelo lepe, lične hiše, kjer so vsi delali v tujini in so potem ta denar, ki so ga zaslužili v Avstriji, pa v Nemčiji, vložili v te svoje hiše, tako da ne gre za tiste tipične, ko bi mnogi mame, ki predstavljajo, da so pač tisti romski deli, ne vem, kako obožani, recimo v moji rojstni vasi ni tako, imamo pa tudi take, nažalost, čisto na kratko. Je pa konfesionalna podoba, pa še o tem zelo na kratko, največ je v Prekmurju katolikov, predvsem na južnem, tem bogatem, tako rekel, delu. Na severnem delu pa imamo bolj mešan prebivalstvo, torej tam glede konfesionalne podobe, protestanti, ki jih delimo na 2 skupini, večja je tako imenovana evangeličanska, to so predvsem Slovenci, tudi Madžari, in pa imamo tako imenovane kalvinca, pa helvetsko veroizpoved, to pa so izključno Madžari in so živijo v 3 oziroma 4 majhnih naseljih na Goričkem. Pa sem že prej omenil judov, pa skoraj v bistvu ni več, ne mislim, nimamo več. Tako, hvala. Hvala lepa. No, zdaj je, sicer smo že malo čez uro, ampak mislim, da se spodobi, da vam pustimo tudi kakšno besedo za vprašanje. Izvoli. Hvala za besedo. Zdaj, ker smo ugotovili, da smo vsi Prekmurci, je to izziv za vprašanje. Čeprav mislim, da nismo vsi Prekmurci, ker če smo kle Prekmurci, oni niso Prekmurci, ampak so, ne gre, torej, potem smo mi recimo domurci, oni so pa Prekmurci, ne vem. Formurci. Ali pa zamorci, zamurci, ne zamorci. Dobro, ampak spet gre za geografski izraz, ki je relativno mlad, Prekmurje. Na drugi strani smo imeli pa, to je Rajč uveden, če se spomnim tam, na drugi strani smo imeli pa za ta prostor pa že ime Slovenska krajina, ki so ga pa opustili po 1919-1920,
Sej, res bi bil danes malo anahronističen, oziroma kako razumeti, ne? Ampak kljub vsemu vprašanje, zakaj se ni vseeno obdržala raba izraza slovenska krajina, ker Prekmurje je od Mure do Vladivostoka. Slovenska krajina se pa točno ve, kaj je bilo znotraj Ogrske. Pa lahko dodam še to, to je bilo potem še nadgrajeno, zdaj imamo pa še Pomurje. No, zdaj pa razloži še, prosim, to, da boste vedeli, zakaj se, recimo, Prliki in Prekmurci, ne bom rekel, ne razumejo, ampak imajo na nekatere stvari različne poglede. Ja. Je nek kompleks tole vprašanje, pa bom skušal Bojanu pa vsem ostalim odgovoriti čisto na kratko, da je pojem slovenska krajina povsem domač pojem, porejen tukaj iz prebivalstva in rekel se Bojan, opustilo se ga je, ja, lahko ti pa nekaj povem, ljudski pesmi živi še danes. Tako kot imate recimo Primorci tule, a ne svojo himno, jo imamo tudi mi Prekmurci, brez skrbi. Tej prekmurski himni je naslov Slovenska krajina. Je tako dalje. Sam pela pa ne bi. Jaz pa je rad, zato ker imamo v mojem kraju odlične pevke, ki znajo to lepo zapeti Slovensko krajino. Drugo, pravim, izrazi so se spreminjali, ampak interesantno je v prvi vrsti, kdo je na to spreminjanje vplival. Jaz osebno vidim tudi eno močno tako spremembo vidim v letu 1923, ko je celotno Prekmurje, torej kot tisti Prekmurci, ki so bili katoliški verniki, so doživeli spremembo, tlej je cerkveno-pravna zadeva bila v okviru enovite, torej sombotelske škofije, tedaj 1923. Pride pod apostolsko nunciaturo Beograda, ki je upravo predal mariborsko-lamantinski škofiji, kar pa je pomenilo, da je tukaj, bom rekel, nov direktno odločujoči v cerkveno-pravnih zadevah med katoliki postal mariborski škof. Ta mariborski škof, mi smo tole zelo, mislim, da decidivno opisali noter, je čez nekaj let že zapovedal je prenehanje uporabe domačega prekmursko-slovenskega jezika v bogoslužju. Katoliška in poudarjam, kajti Angličani so ga obdržali do danes, na primer. Če lahko pojmujemo, kako močno je katoliška vera bila vsajena v prebivalstvo, predvsem mislim, kot je rekla Darja, na prostor recimo Dolnjega, Prekmurja ali po domače naših Markov. Od županijske meje pa dol do Lendave, potem se lahko predstavljamo, kakšen šok je to moral biti za ljudi. Danes recimo se, če se ne motim, odkrito se postavljajo zahteve, da naj bi se prekmursko-slovensko narečje začelo poučevati znova v šolah. V taki ali drugačni obliki, se ne zdaj kot obvezno, ampak kot fakultativni predmet, kot možno in tako naprej in tako naprej. Tako da ti izrazi, kot rečeno, so imeli svojo zgodovino, za Prekmurje so se odločili, mislim, da tukaj takoj, kot rečeno, po koncu Prve svetovne vojne, imamo pa seveda lepo tudi v zborniku, recimo, ki ga je Vilko Novak uredil leta 1934 z naslovom Zopet Slovenska krajina, je lepa karta, na koncu čisto, in karti je naslov Slovenska krajina. Tako da mislim celo, da je ta dokončna premena prišla celo po koncu Druge svetovne vojne. Celo po koncu Druge svetovne vojne, verjetno, delno, ugibam sedaj, da po moje tudi po težnjah, recimo, osrednjih oblastnih organov iz Ljubljane, kjer so vedeli za Prekmurje, tista Slovenska krajina pa je ravno ni šla nekako, prosim dalje. Če bi dodala, ja, tako je, kolega tukaj, gospod gostje, vi ste omenili okrogljino, tako da ste na njo spomnili, tudi izraz slovenska okrogljina, za ključna celota. Pomurje, ja, meni pa izraz ta termin Pomurje kot Prekmurki nikoli ni bil, nisem ga, kot se danes moderno reče, ponotranjila, ker gre za umeten administrativni izraz. Po drugi svetovni vojni, ne vem, a ga je oče našega kolega, nekdanjega stanovskega gospoda Vasilija Melika, torej Anton Melik, recimo, kar geograf bi znal tako natančneje, ne spomni se več, je bilo to leta 52 ali kdaj, kjer se je pač uporabil ta izraz. In jaz sem ravno prejšnji teden, se mi je zgodilo, da je celo Prekmurka
ni mi znala razložiti kot študentka, ne. Drugače, odlična študentka, se pač zgodi, je bila zmedena, ker je pomešala seveda, se pravi, izraz, ne, Pomurje in Prekmurje in je Ljutomer locirala v Prekmurje in se za glavo prijela. Ne. Ja, pa so to je v redu, razširilo se. Se pravi, osebno imam težave, kot da na reki Muri imamo dejansko habitate, razumeš, ne? Tako da so to spet bili odločevalci, ne, iz tega okolja, sicer priznanega inštituta Antona Melika, ne, recimo se pravi, takratni strokovnjaki po vojni so to dali umetno, dobesedno, ko so bili ti okraji, recimo, ne, vse v duhu nove povojne, ne, izgradnje domovine in tudi novih poimenovanj v okviru FLRJ, ne. Od takrat je, predtem Pomurja ne poznamo, je tako, potrdita kolega. Mislim, da ga ni. Ja. Dobro, še kakšno eno vprašanje bomo še dovolili, potem pa... Nimam vprašanja, samo nekaj sem želel dodati glede tega pojma slovenska krajina. Ja, prosim. Jaz sem prebiral izseljensko časopisje in tam se kar konsistentno govorim o izseljenskem vestniku Rafaelove družbe, se pravi organizacije, ki je skrbela za izseljence znotraj katoliške cerkve in so imeli posebno sekcijo za Prekmurje v tistem času in so konsistentno uporabljali izraz slovenska krajina tudi v 30 letih in tudi izraz okroglina srečamo. Tako da ni prenehalo po prvi svetovni. Se tudi arhaični jezik se je tam zelo ohranil, ne? V teh izseljenskem tisku. Ne? Ja, to pa sploh. Popravim samo še toliko, kolega, a ne, ko je pravilno izgovoril okroglina, a ne krajina. Krajina. A ni mogoče očitek nepoznavanja Prekmurja strani viteza Pogačnika mogoče preveč osebno ali lahko celo pretiran, če se spomnimo samo na akcije pisanje slovenske matice in Mohorjeve družbe na prizadevanja Rajića. Imam občutek, da je vseeno tudi na tej strani Mure bilo zavedanje, poznavanje Prekmurcev kot Slovencev malo širše, kot bi imeli lahko napačen vtis. No, gotovo je, da gre tukaj za osebni vtis, vemo, da je to pač napisano v enem spominskem zapisu, ampak so pa tudi naslednja dejstva, v najbolj znanem zemljevidu slovenskega nacionalnega ozemlja Prekmurja ni. Danes zjutraj smo govorili o ekonomskem programu Milka Brezigarja, ki je v bistvu program države, torej vlada SHS, se pravi, sodi točno v ta čas in on nič ne računa na Prekmurje. Se pravi, gotovo na neki znanstveni, raziskovalni, individualni ravni neko vedenje je, ne samo pri Slovencih, cel kup potopiscev, tudi tujih, francoskih in drugih, ki tukaj potujejo in tudi slovenskih. In to znanje se povečuje, ampak v tistem določenem obdobju, ko je šlo za recimo državne zadeve, ustvarjanje neke jugoslovanske Slovenije, jaz mislim, da ta ocena kar drži. Lahko eno anekdoto, čisto kratko tule. Šlo je seveda v osnovi za decembrski obisk dveh znanih Prekmurcev. Pri ljubljanski vladi prišla sta pledirati dobesedno, da bi naj se vojaško zasedlo Prekmurje, kajti je vedel se že, kaj počenja majster na severu. In tu iz tega pogovora se je predvsem z Pogačnikom izkazalo, kot je on češ, naj bi rekel, preprosto ni vedel, da tam živijo tudi Slovenci, osebno slovensko govoreči. Potem pa so tale dva ista, to je pa drugi del tega zapisa, so pa tale dva ista Prekmurca poslali k vojaškemu, takratnemu, najvišjemu človeku tukaj v Ljubljani, to je bilo seveda že po združitvi 1. decembra, to je bil pa general Krsto Smiljanić. In se tale dva pri Smiljaniću trudita v neki knjižni slovenščini, kako dopovedati, zakaj gre, pa jih Smiljanić prosto ne razumemo. Dajte vi v vašem domačem jeziku, potem se začela med seboj pogovarjati prekmursko Smiljanić, tako da pa sad ja vas razumem bolje. Tako nekako.
Zaključil samo, prosim, na platnice smo dali tole naše zavedanje preteklosti in pa sedanjosti glede Prekmurja. Tole je, prosim, zgodnji srednjeveška sponka, zakonsko naglavno opremo iz časa med poznim 8. in začetkom 9. stoletja in to že iz slovanskih grbov, kombinirana pa, zdaj moram pa zopet takole obrniti, ko si ravno ti lepo, moram pa takole, kombinirana pa z, kot vidite, dvema kovancema, zaprosili smo za objavo torej Banko Slovenije, torej avers in pa revers, seveda prekmurska kovanca, ki so ga izdali leta 2019 ob 100-letnici priključitve in prav tako pričata, da Prekmurje je in tudi nadalje bo zagotovo. Hvala. Hvala vsem za pozornost, prijazno poslušanje in upam, da boste knjigo vzeli v roko. Hvala.